Dovolite mi, da predstavim kreativno zasnovo in dizajn tega našega prečudovitega ni za odrja, ne, odrja, kako se reče to? Odrja, evo. Tipan je v črni oder, kocke so oblečene zaradi sanitarnih razlogov. Tukaj imamo eno zaveso, ker odspiramo nevidno, se pravi, pogledali bomo, kaj se skriva tam zadaj, za to zaveso, za zaveso naše skupnosti. Lani smo imeli omaro, letos lahko pridete iza zavese in odstrete svojo nevidnost. Z nami so Suzana Tratnik, Tatjana Grajf in Nataša Rodikonja. Tako da je aplauz. Drugače, ena novinarka mi je ta teden rekla, da bo naredila intervju z železno lady slovenskega lezbičnega gibanja, to je Tatjana Grajf. Nismo je mogli dobiti, odkar je postala tako popularna, zato boste z nami proti večeru samo Nataša Rodikonja in Suzana Tratnik. Grajfova pa nekje mačke pase v Prekmorju, ali kje ima vikend, ne, na Krasu, ne vem. Breki. Breki, ja, točno, na Hrvaške. Prej so me vprašali, prej sem vprašal našo Smuršec, predsednico smuršec@gmail.com, drugače za pritožbe. Angleško ali slovensko Simona je rekla ne. Ne angleško, ker imamo ful Hrvatov in pač nočemo, da razumejo, kaj govorimo. Kaj še imamo na tej sceni? Ja, te stole čudovite iz leta 1982 se mi zdi, skratka edina stvar starejša od lezbičnega gibanja v Sloveniji, a ne, po pisanju naših treh gostov. Tale miza, to si je Dragičevič zamislila. Jaz mislim, da ponazarja za lezbike mogoče Joško ali Dojko, Simona po Ptujsko, Ziziko, za Pedre, mogoče polovico Ritke, Ritnico, za trans osebe Modo, ki je postala Zizika, ne vem, za interspolne osebe mikropenis ali povečan klitoris, ne vem, biseksualne osebe pa tak ne vejo, kaj bi rade, pa vsi sami utejo, kaj to predstavlja. Naj povem, da je zahteva producentke Community Weekenda, da sem čim bolj politično nekorekten, čim bolj žaljiv, na meji žaljivega. Tiste osebe, ki so močni aktivisti, jih lahko tudi osebno žalim. Tako da, če vam to ni všeč, nina.dragičevic@gmail.com, če vam to je všeč, je bila to moja ideja, @gmail.com. Začeli bomo, upam, da ste uživali v vegetarijanskem, veganskem kosilu. Hvala Stella za the thing that had pork in it. Petra, izvoli. Drugače, jaz sem se začel na vse te intervjuje, ki bodo danes pripravljati približno 2 uri pred, pač ko je Dragičevič odpovedala. Zato imam s sabo tudi plavalna očala, če bom malo plaval. Bolj rečete, daj si plavalna očala gora, ne? Če plavaš. Petra, nisi Salome, ker pol bi te sam vprašal, kak si, pa bi pol ure govorila o razstavi. Ja, tako da zdaj bom mogel dejansko kakšno vprašanje ti zastaviti. In sicer, Petra je avtorica teh slik tukaj zadaj. Zdaj, eno stvar pa sem uspel zvedeti zdaj v teh 2 urah, pa je, da razstava ni poimenovana, ne? Ampak neko ime pa je krožilo okoli. In jaz, zdaj, lani se je Parada začela vzpostavljati kot kulturni producent, letos očitno tudi kot cenzor, ker nisi smela poimenovati svoje razstave, ampak dajma vseeno mogoče neko ime najdiva, no? Nekako morava poimenovati razstavo. Ne moraš imeti v CV-ju bolj napisano Otvoritev razstave, ne? Ne moram imeti mikrofon, res?
Zaradi kamer, veš. Ok. For the video team. Na začetku ko smo hoteli najti ime za to razstavo, smo se vrteli okrog pizdarij. O tem smo se pogovarjali. Pol pa nekako smo malo pozabili na ta naslov in kar mislim tudi, da je pravna. Mislim, ne vem, pizdarije. Pizdarije so lahko kaj več kot to. To so lahko kaj več kot pizdarije, tako da. Ampak, Hvala. da ti napočim. Hvala. Malo merico, ne? Petra je drugače prenesla tudi zadaj vimo, da si ga postavila. Tako mi dva svečano otvarjava to razstavo, pizdarije. Drugač, v bistvu, ta razstava se čudovito vklaplja v letošnje politično sporočilo, odstiranje nevidnega, ker večina Pedrov tukaj noter še kaj takega ni videla v svojem življenju. Odstiraš v bistvu nevidženo za nas. Tu tako blizu so. Okay. In your face. In your face, in my face. Kak v bistvu poteka pri tebi ta kreativni proces? Ti si verjetno zamisliš neke podobe, zdaj zamišljam si, ob kateri uri dneva, ti te podobe pridejo v glavo, zamisliš si neko idejo, kaj pol, pač pišeš verjetno na kitajsko, narečiš printe in čakaš, ne? Tako, v bistvu je to nekaj takega. Printi pridejo, jaz se podpišem in to je. Nabiješ na steno. Tako. Pol pridem sem, se malo pogovarjamo. Greš zraven. Upam, da bom ratela znana in to je to. Tako. Petra Bajić. Greš tudi... Naj vam pride v uho. Petra Bajić pizdarije. Greš verjetno v ribiško trgovino, zraven servisa salce, upraviš še nakup flaksa. Aha, tam. Tako. Ribiška. I see what you did there. Okay. Petra, ampak vseeno, gre za tvojo prvo razstavo? Prva samostojna, ja. Prva samostojna, ok. Ampak ti pa tudi študiraš, ne? Ja, jaz študiram slikarstvo. V bistvu sem že na začetku študija vedela, kaj hočem delati in sem se od začetka študija sem se vedno bolj pomikala v to smer v bistvu odkrivanja nevidnega, ne. Tako da to je ta moj proces v bistvu, umetniški proces, cel ta moj študij me je pripeljal do sem. Pisanje diplome. Zdaj pišem diplomo na to temo. To? Ja. To je ta diploma? To je približno, ja, lahko. A imate pisanje diplome ali risanje? Tudi, oboje. In mentorica? Mentor je v bistvu profesor filozofije, ki mi je zavrnil diplomo prvič, tako da se bom mogla še malo potruditi. Kdo pa je? Ne bomo da izpostavili. Ne, zelo najboljši profesor. Rugel? Zelo dober profesor, tako da prav, hvala Bogu, da je zavrnil mi prvič, tako da se bom še malo bolj potrudila. Je bolj to neka izboljšana verzija? Pisno govorim, pisno. Pisno, ok. Delo za diplomo pa imam že narejeno. Neto, ena druga slika, mar večja, 2x2 metra. Tudi zanimiva. Povečana v bistvu, ja, še večja pizdarija. Marija, krščanska Marija v enem oboku z raztrtim krilom. Lahko pišeš lajbahom, mogoče porabijo na naslednji naslovnici CD-ja. Dobra ideja. Da te malo prodamo. Hvala. Je razstava prodajna? Uradno, ne. Vem, da ne bomo dobili računa s QR-kodom. Tako. Ja, lahko se pa zmenimo kaj podtalno. To je zdaj tisti del, ko lahko plagaš svoj email, da ti lahko pišejo, če bi kdo katerano verjetno. petrabajic.art@gmail.com. Želela tvojo sliko, izvolite. Zdaj moramo malo prekiniti, a ne? Imamo čas za EPP in sicer prihaja na oder moja čudovita asistentka
Jessica, now I can speak in English. Jessica will be modeling the merchandise that you can buy outside. This is commercials, people. Jessica, please join us in the stage. You can even walk up to the cube. It's sanitized. Jessica is wearing a beautiful turquoise blue haircut done by herself. She's wearing Diori glasses from China. Her makeup was done by Emperatrice, and she's wearing a beautiful butterfly shirt. On top of this shirt, she's wearing a badge from our fabulous merchandise collection of over 10 badges, and also they come in stickers. Of course, they don't have a price. No art has a price, but you can donate whatever amount you are able to or wish to. And in return, you get this beautiful badge. Of course, you can take it off Jessica. Jessica, you were also supposed to bring a rainbow flag. Ah, it's there, yeah. Okay. You will be modeling the rainbow flag. Jessica will do a small stroll in the stage with the rainbow flag, also courtesy of the design of Chinese children. And you can, the suggested price of the rainbow flag is, the suggested donation, sorry, Simon, I'm sorry, donation is donation. Suggested donation is 10 euros. But of course, you can have it for more, and it's a beautiful accessory during the Pride Week, or even on the Pride Day. You can come here with the rainbow flag. Jessica is wearing very torn black jeans and, of course, the lesbian shoes. Thank you, Jessica. One big round of applause for our Jessica. Okay. Zdaj pa nazaj k tebi, Petra, kakvi so tvoji načrti za prihodnost, naslednji teden? Ok, boš na Prideu pa to priznam, prej ne, pač. Ne poznava se, Dragičevič me namoči, jaz nič ne vem o Petri, ne moram se zabavati s tabo. In sem jo vprašal, ne pač, a lahko povem, da si lezbika? Ja. Ok, ok. Zdaj uradno potrjeno štempelj. Dobro. Mami. Petra, za prihodnost po diplomi, kakšne načrte imaš, malo nam povej, kaj bi rada počela, boš šla v tujino, nam boš pobegnila, boš tu ustvarjala? Tu bom ustvarjala, absolutno tu, ja. Ne v Izoli, ne. Najbolj čisto na drugem koncu Slovenije. Ampak absolutno tu, ja, ne vleče me ven, nikoli me ni vleklo kam drugam. Ampak ustvarjala bom, ja, in se bom držala tega odkrivanja. Tako da mogoče čez par let na festivalu Parada ponosa tvoja razstava v steklenem atriju mestne hiše. Da Bog da. Bi bil to, da Bog da, evo. Ja. Amen, naj se ti te besede pozlatijo. Petra, navadi se reče, da Muršec da. A kaj ti misliš biti doživljenjska, ali kaj? Te moramo statut spremeniti, lahko ga danes, dovolj nas je. Doživljenjsko Muršec, za predsednico enkrat, dvakrat slišim. Simona je bila edina tak. Ok, en aplauz za Petro, razstavo si lahko potem pogledate od bliže. Ne preblizu. Vrčim se notna glavca. Ok. Mi bomo nadaljevali čez nekaj trenutkov. Mogli bi imeti tu tudi eno lezbično godbenico. In sicer je Dragičevič zapisala za njo takole. Ensemble, there will be a double bass on stage all weekend. Maya Pahor will play. Perhaps some other musicians join her, perhaps not. But the idea is to have someone on stage providing musical inserts as you speak, sort of like on Saturday Night Live. And of course the budget is also sort of like Saturday Night Live. To je to. Jaz v bistvu bom potem, ko bo še program tekel dalje, pričakujem pač, da se bo ta prostor spraznil, ko bom jaz začel govoriti, da lahko pripravimo za koncerte in tako dalje. Petra, boš mi pomagala mogoče napovedati, kaj se še bo vse danes dogajalo.
kar odstri to nevidno brošuro. Tole, ja. Ne, jaz sem mislil kar, da bi ti, veš. Ne. No, pa dajma. Zdaj je bila otvoritev Slikarske razstave, Petra Bajić, iz Darije. Dopišite si v katalog. Med nami je že kronana letošnja, ali kako je to? Tifanija za lansko leto ali za letošnje? Za lansko, ne? Lezba leta 2017, sicer uradni naziv, ampak za lansko leto. Lana Gobec, ob 16. uri, pričakujem poln auditorij. Ob 16:30 aktualno Simono Muršec in Simonom Maljevcem. Potem pričakujemo večerjo. Zvečer bosta nekaj povedali tudi Suzana Tratnik in Nataša Velikonja. Mislim, da če se bo dovolj dobro počutila, bo tudi Nina prišla in skušala odvoditi ta pogovor, če ne sem pizdi, dobesedno. Ob 20. bo forum, kjer bosta Jernej Škov in Dušan Pisić, njegov čudovit plašč tudi nosi, pa ga me bo verjetno ubil, govorila o dragu in drag kulturi. Ob 10. imamo koncert, ni jih tu, ok. In pa seveda potem obvezni party, community weekend party. Jutri začenjamo ob 2. uri. Program jutrišnjega dne bom predstavil malo kasneje. Uživajte, pijte kavo, sprehodite se do žive knjižnice, si sposodite kakšno knjigo. Slon? Aha, ja, zunaj je tudi delavnica animiranega filma iz društva za animiran film Slon. In tam se lahko s pikselacijo poigrate, animirali boste svoje telesa, karkoli že to pomeni. In pridružite se jim zunaj, upam, da bo dež, da vas bo nekaj tu not tudi do konca večera. In pa seveda v Monoklu izdelovalnica transparentov, okraskov za kamione, za parado, ne vem, karkoli lahko pač tam počnete. Škov, vse v redu? Ja. Tifanija dol padla? Okay. Kaj sem govoril? Tam, pač lahko delate vse, sam da je tako kot Vid Bogovič. Je napisal, Imate proste roke po Vidu. Ok, hvala, se vidimo čez dobrih 20 minut.